Dobro večer, Rožna. Drugič nastopam pri vas v bistvu in svojega prvega nastopa ne bom nikoli pozabil. To je bil moj prvi plačni nastop. Dobil sem 20 evrov. In takrat sem rekel, wow, dejansko sem zaslužil stand-upu. Oziroma sem mislil tak. Pol mi je eden spizdil leder jakno, tako da zato sem danes prinesel zraven. Ej, stari, če si slučajno tule, upam, da hodiš na filofaks, ker te v življenju že zadost sam bo vse teplo. Pravijo, da v drugo gre rado. Mislim, v tretji gre rado, ampak pri meni je pa 20 meri v drugo. V drugo sem naredil prvi letni gimnazije. Tudi drugega bi, če bi mi pustili še enkrat ponavljati. V drugo sem naredil izpit za avto. Pa dajte zaploskati tisti, ki ste naredili drugo izpit za avto. To je to. Mi smo ta bolj šoferi. Oni, ko ste naredili v prvo, to so pifleri. Pa mi je en kolega rekel, jaz sem ga že dvakrat v prvo, pa upam, da ga v tretje tudi. Tak je to, če si Savinske, tako jaz, izpiti ponovno zdržijo do vikenda, pa drugače res ne se pijani vozi, prosim. Ker se da z malo kreativnosti to tudi rešiti. Recimo, kolega mi je govoril, da je šel iz Maribora, vidim na prevozih enega, da je napisal, si napišeta, pride do njega, a se da to dopiski, da je mička normalno, vedel, da od tehnik ga nimamo v redu. Hvala, deluje. Se prepela, spusti šajbo dol, imaš ti izpit za avto? Ja, a boš ti prevod. Da se reči, da ne, če ste nek, slučajno se napijete, se da to tudi drugače reči. Morat bi bilo fajn, da bi se malo predstavil, ime mi je Dejan Nikovic S, brez strehe nad glavo. Kolegi me pa kličejo Buši. Malo se vidi zakaj, čas je še bolj. Prihajam pa iz Solčave. Dajte zaploskati, če kdo ve, kje je to. Zdravo, Janja. To je majhna vas, pred Logarsko dolino, malo več kot 500 prebivalcev. Zato tudi Janjo poznam. Tako da danes je približno tako, da bi pred celi vasi nastopil. Verjetno poznate Gašperja Berganta. Nas za njega govorijo, da je doma v Bukojebini na koncu sveta. Kaj naj pa jaz rečem, da so še 10 km naprej od njega. Kaj bi še povedal sebi? Malo več kot eno leto sem že uspešno samski. V bistvu se te predstavljam tako na prvih urah kajega tujega jezika. Hallo, mein Name ist Dejan, ich wohne in Solčava und ich bin für eine Jahre angetriebt. Prej sem imel eno resno zvezo in moram reči, da smo imela res lep razhod. Res zelo lepo smo se zmenila. Če bi se že prej tako lepo zmenila, bi bilo mora čez dve skupaj. Je pa zanimivo, kaj pol začneš pogrešati, take malenkosti. Recimo, pri mama je bilo to zmerim, ko smo šla spat, večerni obred je bil tak, ona je šla prva spat, jaz, ko sem se vlegel zraven, pa ni bilo vajno, bilo to 5 minut za ne, a bilo to 5 ur za ne. Zmeri, ko sem se vlegel zraven, ugasno luč je una prežgala, jaz moram biti ludat. To je bil en tak refleks. In mene zanima, kako zdaj to deluje, pač, odkar leži sam. Po mojemu mora biti prv vesela, če kdo pokliče sred noč. In zato bi bom rad dal zdaj njeno številko. 051, ne se ne. Ker vse prvočim, da bom najdu boljšo, tudi ne prvočim, da bo najdla tega, ki ga hoče, dokler seveda ne bo boljši od mene. Sem bil pa vesel, da je bil razhod pred 7. decembra, ker ko prideš nazaj na tržišče, si pač malo zadržan, pa tak, in sem lahko uporabljal klasike, kot so, a si ti že nastavilo Miklavžu? Tvoja leva noga je Božič, tvoja desna noga je novo leta, te lahko piše med prazniki. A bi bila ti Devica Marija, če bi bil je Sveti Duh? Ker drugače za vse letne čase imam samo eno, bi pa tudi to demonstriral. Da ti veš, kaj ti pomežikne, drugače pa seksa pežvat. In se pravi, uspešno samski.
Zdaj, če so se vam zdele tete slabe, najslabši pick-up line, kar sem ga čul, je bil, ko je prišel en do moje kolegice, pa je rekel, daj pičke, vem, da imaš. Genialno. Tudi Potter je najdel spodbudne besede v razhodu. Rekel je, da smo z bratom tako šlutasta, da si bo mogel samo nuke narediti. Je pa zanimivo biti samski v taki mehki vasi, kot je Solčava. Mislim, ne toliko zaradi ponudbe, ne me narobe zastopiti. Pri nas je približno 9 jedov na eno žensko, tako da punce, dobrodošli v Solčavo. Pri nas ni, ne vem, ima veliko rit, nima jožku, ne, mi smo gorjanci, mi smo severa, pri nas je ne strano meče, to sem vse povedal. Ne toliko zaradi ponudbe, ampak več zaradi ustnega izročila, kako kar pa jaz čujem, okoli se pa meni zelo fajn ljudi, res, mislim, imam kar pestro ljubezensko življenje. So mi pa zanimive tete stare mamke, ki ti rečejo, Dejan, pa zakaj si ne najdeš ti kake Solčavanke, ki bi rade, da vse v žlahti ostane. Kako si naj jaz dobim ženska, ki me že celo življenje pozna? Saj se ne moram net zgledati. Bi se pohvalil tudi, da špilam v svetovno neznanem kitarskem duu, reče se nama Jazbec in Kojn. Verjamem, da še niste čuli za naju. In enkrat smo špilala na Klemenči jami, to je ena planinska postojanka pred nas, kjer ni nobene jame. In ko špilaš ti za alpiniste pa za planince, to je res maratonski žur, mislim, tudi folk ima kondicija. Naju dejansko niso spustili spat, pred nismo utrgali vsake ene strune na kitari. Zraven smo imeli tudi punce in nekdanja je šla seveda spat pred men in zraven vzela tudi moj telefon, kar je super fajn, ko hočeš nekoga najditi na skupnih ležiščih. Jaz sem poslodim eno baterijo, pridem noter v sobo, čutil sem se, kada bi prišel na brucovanje v rožnje, več nikoli ne veš, kako najdeva. Hodim noter, pridem tam do prve posle, vidim eno, veliko štima, postava štima, barva la štima, je že skoraj, da si mu hlačo do potegnil, pa se zraven ne vlegel, pa vidim, da je imela spleteno kito, ki bivša ni imela. Pa sem že pa začel malo dvomiti v trezno svojih odločitev, ura je bila 4 zjutra. Grem še malo naprej, spet vidim na naslednji posle eno, veliko štima, barva la štima, vse štima, se rekel, kar bo pa bo potegnem hlačo, da se vležil zraven, ne, jaz moram biti lulat. Prispeli ste na cilj. Dajte že malo zaploskat, če je kdo že delal v strežbi, v šanku. Glede na študentsko populacijo nisem presenečen. Tudi jaz sem delal 10 let v turizmu, od tega 3 leta v šanku in top 3 stvari, ki jih ne bom pogrešil, so vroča čokolada. To sem tudi pričakoval. Vroča čokolada, to je eno samo packanje, upeče se zraven, 3-krat predolgo traja in glih folk, ki naročuje, tega očitno ne ve. Če imate slučajno nekoga, ki vam gre na kurac, in ta določena oseba slučajno dela v strežbi, vzemite zraven svojega kolega, počakajte, da bo imel gužvo, pejte noter pa naročite vsak eno vročo čokolado, en belo, en pa črno. Sigurno mu preverba ta del. Druga stvar so skupine upokojencev. Avtobusi upokojencev, to je 3-krat slabš kot mičkari otroci. Dobiš osnovno šolce, se ti postavijo lepo vrsto upokojenci, se ti vsi nagužvajo za šank in vsi hoče imeti kofej in to takoj. In jaz sem dolgo gruntil, zakaj je temu tako. Vete, so želeli to v poletih, da nikoli ne ve, kdaj bojo to zadnjega spili. In zadnja, zdaj že gremo malo na črno, reznilika. In ta zadnja oseba, v bistvu, ki ne bom pogrešal, ena starejša gospa, ki jih nam hodila po kremšnite. In ne si mogel iz kremšnite štavk cuker z čopičo dolg umest. Sem bil taken arheolog. To pa zato, ker ona ne sme sladkega. Ji je pa doktor rekel, da mora dost kofeta spiti, zato ima slabo srce.
Ne, da zjutraj z poslu ostane nuca pa defibrilatora. Glavni pa sem zapustil turistične vode in zdaj sem mlinar. Zdaj, eni ste pomislili na peka, ne? To je velika razlika. Pekli si lahko danes, kaj pomagaš v kuhinji, meni si ne moreš. Mlinar. In folk mi to ponovadi ne verjame. Zdaj verjetno mislite, a to še sploh obstaja. Zdaj, če ste v kratkim jedli kruh, je verjetno bil iz moke, ki je bilo treba zmlest. Sam je kar fajn biti mlinar, ker zdaj sem kvalificiran, da lahko uporabljam izraze, kot so odkar delam kot mlinar, sem vikende frej imam boljš plačo, kar je res voda na moj mlin. Ko sem čul, da iščejo mlinarja, sem šel hitro na razgovor, ker pride prebelje. Na prejšnjemu šihtu sem videl, da iz te moke ne bo kruha. Fajn je pa biti mlinar tudi zato, ker zmerim, ko to povem takle folku, me začnejo gledati tako, da sem eno pravlično biti 16. stoletja. Zdaj smo imeli eno obletnico, pa sem pohvalil, da je magister strateškega tržnega komuniciranja. Sedaj vse ženske. Jaz povem, da sem mlinar. Lahko ti skovka pri Luku Dončiću. Ja, kaj pa delaš po? Preučujem teorijo kvantne gravitacije, jamlejem. Žito? Ne, narkotike. In pa se začne že tako malo čudno vprašanje. A imaš avto? Kaj pa telefon? Kaj pa Facebook? Ne, samo smo pa gli prešaltali iz cikletov na Štrbunku na Novali. Še vrhecno je bilo, ko sem predstavil bivšo, ker je folk mislil, če sem jaz mlinar je na pol, ne vem, dekla, pasterica, kaj tako. Sem ni, je magistrica psihologije. In jaz sem to dejansko delal kot psihologinja. In to ne sem teda imel opravka z meni. Pa me pa folk rekel, vsaka ti čas stari, kje si ti dobil psihologinjo, a si ziher, da nisi tep sem za kako raziskal. Pa sem rekel, možno jako za najme, sigurno ni. Za konc bi z vam delil še eno poletno zgodbo. Šel sem v lekarno. Kar v slučaju pomeni, da sem za 30 km pel v eno smer. Pridem do ta, odzuna 37 stopinj, stopim noter klima na full. Tako da že preventivno kupiš Coldrex. Pridem do pulta, kaj bote, en ruporut, a bote ta malo ali ta veliko škatlo, sem rekel, če bila kar ta veliko, ko sem mi slučave, da sem nam tako pogosto vozil. In se je mičkano nasmejala, tako da sem videl, da je za hece. Poskenira mi porine ta, reče, a bote, še kaj, mogoče. In tekle malo je falilo. Da nisem rekel, pa se še le nekaj. Sam in nisem. In to me zdaj že skoraj pol leta grize, tako da, dragi moji, ko vam življenje da priložnost, dajte izkoristiti. Hvala lepa, z vami sem bil Dejan Nikovic, Bučni Solčave.